Dober večer. V zadnji oddaji pred poletnim premorom v poslanskem vprašanju gostimo predstavnico Državljanske liste Katarino Hočevar. Pozdravljeni. Dober dan in hvala za povabilo in seveda dober večer vsem vašim gledalkam in gledalcem. Poglejte, prejšnji teden ste poslanci na resnično maratonski seji odločali in na koncu seveda tudi sprejeli zakon o bančništvu. S tem se pristojnosti za NLB pravzaprav prenašajo iz Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami bolj neposredno k vladi. Menite, da je to prvi korak do ukinitve AUKNA? Mogoče je, ampak zdaj je bilo predvsem v prvi fazi zelo pomembno to, da vlada se čim prej operativno loti te naloge sanacije NLB-ja in v bistvu v tem trenutku je to ključno, da res ne bomo spet dokapitalizirali Novo Ljubljansko banko z davkoplačevalskim denarjem. Ampak ali to na drugi strani pomeni, da so zdaj bolj odprte možnosti, da bo banko prevzela kakšna tuja banka? Tudi če se bo to delno zgodilo s kakšnim vstopom, mogoče tujcem, je predvsem zdaj v prvi fazi pomembno, da poteka skrbni pregled banke in prvič, ki bo zaključen do konca junija, in prvič se dejansko dogaja, da je interes države, da ni na strani tistega, ki hoče nekaj prekriti, ampak odkrivati. In šele, ko bo ta skrbni pregled zaključen, bomo lahko videli, koliko je bilo dejansko zgrešenih naložb in to bo potem tudi seveda podlaga za nadaljnje odločitve. Pa menite, da bi morali za te zgrešene naložbe, kot pravite, odgovorni tudi odgovarjati? Vsekakor in Državljanskem listi to odločno zagovarjamo. Nenazadnje, saj Banka Slovenije tudi vodi te postopke, samo so dolgotrajni in pa javnosti niso toliko znani. Predvsem pa upam, da bomo pač tudi s tem prenovo pravosodnega sistema, novega upravljanja sodstva, tudi dejansko pripomogli k temu, da bo v tej državi enkrat nekdo oziroma tisti, ki so odgovorni za določene slabe odločitve tudi na področju javnega sektorja, tudi odgovarjali. No, vemo, da finančni minister prihaja iz vaše stranke. Trenutno se podjetja še vedno pritožujejo, da je ključni problem prav kreditni krč. Kako bi po vašem mnenju morali ukrepati, da bi to težavo odpravili oziroma da bi podjetje spet lahko pridobivala kredite? Seveda je treba najprej ta naš bančni sistem sanirati, po drugi strani je pa ključno tudi to, da z odpravo administrativnih ovir, z ustreznim poslovnim okoljem, ki je pa seveda na strani nas politike, oziroma da prevetrimo te sistemske rešitve, tudi sporočamo Sloveniji in svetu, da smo država, v katero se splača investirati, ker smo v bistvu usmerjeni v sam razvoj in pa seveda prijazni do poslovnega okolja. Poglejte, poslanci ste si vendarle uspeli oklestiti nekatere ugodnosti, zaradi katerih ste imeli v javnosti kar precej negativno podobo, med drugim tudi seveda ta nadomestila po prenehanju mandata. Predsednik vaše stranke, gospod Virant, se je zelo zavzemal za te rešitve, oziroma vaša stranka nasploh, ampak vseeno, gre tukaj za neko iskreno zavezanost k varčevanju ali zgolj za neko populistično potezo, ki je pač všečna ljudem? Nikakor ne gre za populistično potezo. Mi korak za korakom, vztrajno, tako kot smo obljubljali, realiziramo svoj program. In poslanska nadomestila so bila, če greste pogledati programe drugih političnih strank, praktično omenjena v vseh drugih strankah. Gre samo za to, da smo pač mi se prvi lotili tega. In Državljanska lista ni samo Gregor Virant, je sicer prvo podpisani, ampak v bistvu smo dejansko, večinoma naš poslanci oziroma vsi razen gospoda Starmana smo novi in to je bila pač naša zaveza oziroma naš cilj, da se bomo tega lotili. In me resnično žalosti, ker je bila potem debata v Državnem zboru in v javnosti, bom rekla, skoncentrirala na pač tisto nadomestilo, ki ga je takrat prejemal naš predsednik Gregor Virant. On je pač takrat, on se je že kot minister zavzemal za spremembo te zakonodaje. Res je, da je pač potem tisto nadomestilo vzel, potem delno tudi vrnil, ampak dejansko je bila njegova iskrena zaveza, da sedaj, ko imamo možnost soodločanja na političnem parketu,
dejansko to tudi spremenimo. Takrat kot minister za javno upravo te svoje ideje ni uspel, da bi prepričal večino in dejansko je potem tudi udejanjil. No pa poglejte vseeno, ker se nekateri privilegiji ukinejo tudi za poslance, ki se ta nadomestilo že prejemajo, so že napovedali možnost ustavne presoje. Kaj to pravzaprav pomeni za izvajanje tega zakona? Poglejte, tudi dr. Rajko Pirnat in tudi sama sem prepričana, da ustavna presoja ne bo zdržala, ker nič ne ukinjamo za nazaj, ampak tisti poslanci, ki so bivši poslanci, bodo lepo avgusta še dobili nadomestilo in septembrom se to ukinja. Tako da jaz sem prepričana, da ne moramo govoriti v kakšnem neskladju z ustavo. Poleg tega smo, lejte, z ZUJF-om posegli na različna področja naših državljanov, na različne segmente družbe in dejansko, a veste, sej tudi nasploh v življenju, sej ne vemo, kaj nas čaka, ne? To se pravi, tudi spreminjamo zakone neki za naprej in zdaj govoriti, da so poslanska nadomestila kakšna ustavna neskladnost, se po mojem mnenju, ne vem, lejte, danes noben državljan ne ve, bo imel še jutri službo, jo imel čez 1 leto in mislim, da je ta skrb oziroma tudi te debate, ki so bile resnično, bom rekla, tudi na strani opozicije preveč populistične, kada smo zdaj poslanci največji reveži v tej državi, milo rečeno pretirane, no. No, poglejte, ko ste ravno omenili že varčevalni zakon, zaradi teh sprejetih ukrepov bo moralo iti znotraj javnega sektorja v pokoj tokom tega leta kar precejšnje število ljudi, ker bodo pač izpolnili pogoje za upokojitev. Zdaj, sindikati pravzaprav pravijo, da gre tukaj za prisilno upokojevanje. Kako odgovarjate pravzaprav na te očitke? Poglejte, to je, če potegnemo, zelo podobno kot zakon o poslancih, ne? Če si predstavljate, javni uslužbenci kljub vsemu smo bili oziroma imajo v primerjavi z delavci v gospodarstvu še visoko stopnjo stalnosti in stabilnosti. In zdaj, če ukinjamo upokojevanje za tiste javne uslužbence, ki pogoje že izpolnjujejo, se meni spet ne zdi pretiran ukrep, vsekakor pa veliko bolj mil, kot če rečeva, da bi zmanjševali oziroma odpuščali javne uslužbence, še bolj nižali plače, posegali v regrese, prevoze oziroma druge pravice iz delovnega razmerja, ne. Takrat je res pač tudi ustavna presoja bom rekla, tega zakona oziroma zakona o javnih uslužbencih, ki to možnost že predvideval, padla, ampak jaz sem prepričana, da je zdaj pač to v ZUJF-u veliko bolj eksplicitno navedeno in jaz mislim, da pač tudi javni uslužbenci, tisti, ki izpolnjujejo pogoje, da bojo nekako tudi, bom rekla, sprejeli to odločitev in jaz mislim, da pač ta zadeva ni pretirana, no. Da pač mladi, tisti, ki so v javni upravi, z novimi idejami, inovativnimi pristopi ustanejo in se pač tisti, ki so vsekakor tudi prispevali k razvoju te družbe, umaknejo. Ampak vendarle, vlada in tudi politiki vse skozi govorite, da je potrebno delati dlje, da recimo tudi vemo v debatah o pokojninski reformi je bilo to zelo eksplicitno rečeno. Kako se pravzaprav te dve stvari zdaj skladajo? Nekatere bi imeli radi v pokoju takoj, druge bi radi čim dlje obdržali. Zato pa gre tule za začasen ukrep, ne? In veste, teli, ki so dejansko teh 750 javnih uslužbencev, ki so na tem spisku, če se tako izrazim, dejansko je zelo veliko med njimi, ki dosegajo oziroma zasedajo delovna mesta v visokih nazivih, podsekretarji, sekretarji in to govoriva o 3000 evrih bruto plače, a ne? Moram pa tudi pošteno povedati, da pa marsikjer vodja v javni upravi prav, da efekta pa ne več takšnega, kot bi recimo ga lahko pričakovali, a ne. Tako da tukaj gre za začasen ukrep, da ta javni sektor naredimo bolj vitalen, zmanjšamo strošek javne porabe, to, kar smo tudi obljubljali,
in pa potem seveda reforma trga dela je pa vsekakor tudi potrebna, ne? Pa potem v nadaljevanju, ko se bomo iz te krize izkopali, gremo na, jaz zagovarjam to prostovoljno delo, ne? To se pravi, če nekdo želi delati dalj, da se mu omogoči, ali pa tako, ko so nekje v tujini, tudi znane prakse, da se delno upokojiš in tako naprej, ne? Podpirate ukinitev državnega sveta? Seveda. Menimo, da je z razvojem, jaz osebno in tudi v Državljanski listi, v današnji razviti civilni družbi imamo cel kup institucij, civilnih pobud, iniciativ, ki bedijo nad sprejemanjem zakonodaje oziroma se vključujejo v sam sprejem zakonodajnega postopka in tudi sama poročila Državnega sveta, če jih pogledamo, pač ni ene dodane vrednosti, ki jo ne bi mogle zagotavljati ali druge institucije v javnem sektorju ali pa sama civilna družba. In tudi menimo, da bi pač ta en veto na leto, ne, je tista zadeva, ki sem jo v bistvu jaz že večkrat poudarjala, da to ni razlog, zaradi katerega bi to institucijo zagovarjali pač še naprej njeno obstojno. Poglejte, varčevalni paket v prvi fazi, kot ste že omenili, posega predvsem v področje javnih uslužbencev, pomembno se znižujejo tudi njihove plače, določene ugodnosti. Menite, da bodo zato delovna mesta v javni upravi recimo manj privlačna, da bo prihajalo do odhajanja recimo dobrih kadrov, da bo zato padla kakovost? Jaz mislim, da v tej krizi ne. Se pa strinjam, da ko smo imeli čase debelih krav, smo v javni sektor zelo težko dobili bom rekla, kvalitetne kadre. In mislim, da gre tukaj v bistvu z roko v roki. Ko gre gospodarstvu dobro, je interes za zaposlitev v javnem sektorju manjša. Ne? Zdaj se mi zdi, da je nekako, bomo pač s tem to uravnotežili, je pa s tem, da ko bomo uspeli Slovenijo popeljati iz krize, a ne, jaz zagovarjam to, da javni sektor deli usodo gospodarstva. In nikjer ne piše, ne, in te, bom rekla, ne nazadnje tudi poslanska nadomestila in vse te krčenja, ki so sedaj doletela javni sektor, da jih ne bomo nekoč, ko bo ta Slovenija šla spet po ustrezni poti razvoja, ne bomo vrnili. To se pravi, če bo problem v javnem sektorju dobiti dobre kadre, bo seveda treba vzpostaviti sistem oziroma to bomo pač tudi že zdaj naredili, da bodo dobri kadri tudi v javni upravi ustrezno nagrajeni. Predvsem mislim, da je treba iti po tej poti, ne po poti uravnilovke, ampak po poti variabilnega dela plače tudi za javne uslužbence. No, govorite o izhodu iz krize, ne, pa vendarle neke statistike in napovedi pač niso tako optimistične, saj ne kratkoročno. Menite, da bodo potrebne nova varčevanja, novi varčevalni ukrepi, nova odpuščanja? Najbrž tudi, ampak če pa ne bi tega paketa, ki smo ga že naredili, dejansko uspeli popeljati, pa moram reči, da je bila to igra z ognjem, ki bi se pa lahko razplemtela v požar, ki bi upepelil vse, za kar smo se 20 let trudili. To se pravi, to je bilo, bom rekla, nujna zadeva, ki smo jo mogli na področju javne porabe narediti. Seveda je zdaj treba narediti ukrepe za zagon gospodarstva, to, kar zdaj vlada dejansko tudi dela, nekaj smo tudi že naredili in to se premalo poudarja, zmanjšali smo davek od dohodka javnih oseb, povečali smo investicije za raziskave in razvoj, za neopredmetena osnovna sredstva in to je bila tista seja, ki jo je opozicija, bom rekla, zapustila sejo. To se pravi, sem rekla, zelo dejansko začudeno, ko pa nekaj naredimo, kar so gospodarstveniki že prej opozarjali, a ne pa dejansko, bom rekla, je opozicija se iz te seje umaknila. Seveda so zdaj potrebne še druge nekako zagon gospodarstva, novi ukrepi, tudi razpisi bodo za investicije, tako da seveda bo pa treba potem tudi še nove ukrepe vpeljati v sam sistem. Dejstvo pa je, da to ne bo čez noč in seveda ne bo ta pot lahka, ampak jaz sem vseeno optimist in verjamem, da
bomo pač Slovenijo spet popeljali na tisto pot, ki jo je nekoč v bistvu že imela kot najbolj perspektivna nova pridružena članica. No, poglejte, spodbujanje gospodarstva na eni strani ima seveda na drugi strani vprašanje delavstva, večjih pravic, večje recimo socialne varnosti. Zdaj, minister za gospodarstvo je že napovedal lažje odpuščanje delavcev in tudi seveda zaposlovanje in vaša stranka načeloma zagovarja bolj liberalen pristop do socialne države, pa vendarle se vam ne zdi, da je v času krize toliko bolj nujno potrebno, da se delavci počutijo varne, da so zavarovani? Vsekakor. In prav zato sem sama, bom rekla, podprla ZUJF. Zato, ker sem prepričana, da ti ukrepi, ki so bili znotraj uveljavljeni za tiste najbolj šibke in najbolj ranljive dele našega prebivalstva, je posegel v najmanjši možni meri. Če govorimo o otroškem dodatku, tudi o vrtec, poleg tega ta dohodninska 50% obdavčitev, davek na nepremičnine, na motorna vozila. To se pravi, smo bolj obremenili tiste sloje gospodarstva, ki imajo višje prihodke in, bom rekla, tudi registrirane šolske malice in to naprej. Za tiste najbolj občutljive dele prebivalstva to še obstaja. Če pa govoriva o reformi trga dela, pa morava povedati, da, bom rekla, ta rigorozen zakon o delovnih razmerjih delavcem žal ne koristi. Jaz sem tudi na delovnem sodišču bila prej sodnica porotnica in vam povem, da so se mi delodajalci smilili. Zato, ker, bom rekla, tako zbirokratizirano in dejansko postopkovno zakomplicirano odpuščanje, dejansko se ga delodajalci niti niso posluževali. In če pogledamo tudi primere iz prakse, Vegrad, SCT in še mnogi drugi, ZDR-jem ni nič koristil. In je treba na drugih segmentih sankcionirati neplačevanje socialnih prispevkov oziroma teh pokojninskih dajatev na druge načine in pa seveda narediti ta naš trg bolj konkurenčen. Ker, a veste, vsak delodajalec, ki ima eno konkurenčno podjetje, ki se gre eno zdravo jedro slovenskega gospodarstva, se mora zavedati, da je delavec ključen za uspeh vsakega podjetja oziroma tudi uslužbenci v javnem sektorju. In tak delodajalec bo zainteresiran, da bo delavec motiviran in bo z njim delal ustrezno, ga bo nagrajeval in bo skrbel za ustrezno delovno okolje. In takšen delodajalec bo seveda zainteresiran, da delavca ustrezno nagradi. Če pa mu gre poslovanje slabo, je pa seveda tudi zainteresiran, da ga na lažji način odpusti in da se ne ukvarja z enimi birokratiziranimi postopki in nepotrebnem plačuje odvetnika. In tukaj je v bistvu odvetnike in tukaj je treba eno tako zdravo ljudsko pamet uporabiti, tudi mogoče malo dvigniti kulturo tega, da zaščitimo tiste sloje za delavce, ki se je pač z njimi res grdo delali, in pa seveda odpreti en tak, bom rekla, dost liberalen trg, kjer bo ta odpuščanje lažje, in ker s tem bo pač tudi za delodajalce, a veste, bo delavca hitreje si upal zaposliti. Če bo vedel, da mu prinese eno dodano vrednost, po drugi strani pa, ko rezultati ne bojo več možni, da se pač lahko na en bolj normalen način poslovita. Ampak to najbrž vseeno vnaša več negotovosti tudi v vsakdanjem življenju delavca, če ve, da je recimo lahko hitreje odpuščen. A veste, se ta reforma trga dela bo v bistvu tudi nekako bolj uravnotežila to pogodbo za določen čas pa nedoločen čas. To bomo mogli v glavi spremeniti. Saj ti tudi pogodba za nedoločen čas nič ne pomaga, če gre potem podjetje v stečaj. In v bistvu to logiko, da bo nekako vsaka oblika dela, bom rekla, možna in da se bojo z tega tudi plačevali prispevki, bo tudi na strani delavcev mogoče prinesla eno drugo razumevanje v tej paradigmi delovnih razmerij. Tako da vsi bomo pač seveda mogli dati svoj prispevek, tako delavci kot delodajalci, in poglejte, če si dober, potem ne bo problem.
In to je v bistvu tudi mogoče premalo, še preveč tega socialističnega duha prisotnega tudi v Sloveniji. Mogli se bomo pač tudi tisti, ki smo na trgu, na razpolago zavedati, da moramo biti bolj konkurenčni, da moramo skozi slediti temu, da pridobivamo nova znanja in potem pač tudi to, da smo nekako v eni službi 20 let in da je tista pogodba za nedoločen čas, bom rekla, največ, kar v življenju lahko dosežeš, da v bistvu to razmišljanje malo spremenimo. In če si konkurenčen, če dobro delaš, verjamem, da bojo pač tudi podjetja zainteresirana za take delavce. Verjetno bo sedaj na vrsti priprava tudi pokojninske reforme. Kakšna bi morala biti po vašem mnenju ostrejša, kot je bila recimo tista v času vlade Boruta Pahorja, ki je, vemo, propadla? Glejte, predvsem je pomembno, da bodo tukaj res dosežen en družbeni konsens vseh upletenih socialnih partnerjev, sindikatov, tako kot seveda delodajalske strani. Seveda bo pač treba delati dlje, to je dejstvo. Treba bo tudi pogledati, v katerih poklicih to ni smiselno, zaradi pač same specifike posameznega poklica. Po eni strani mora biti pravična, po drugi strani je pa seveda treba zagotoviti, da bo ta pokojninska blagajna vzdržna, ker zdaj ni. Dejstvo je, da naše prebivalstvo se stara in seveda moramo delati na visoki dodani vrednosti, novih delovnih mestih, zato da bomo pač imeli za pokojnine tudi starejšega dela našega prebivalstva. Sicer pa jaz osebno in tudi v naši sredini se pač zavzemamo tudi za te individualne račune, to se pravi za ta večjo transparentnost pokojninskega sistema, da se ve, koliko je kdo plačal in kam potem ta denar gre, seveda pa s tem, da sigurno ohranimo določeno stopnjo solidarnosti. V Državnem zboru ste članica Ustavne komisije. Vemo, da zapis fiskalnega pravila v Ustavo zaenkrat nekako ni bilo konsenza. Menite, da je to dokončno, da dejansko se to ne bo zgodilo in kaj pravzaprav to sploh pomeni? Ja, v tem trenutku najbrž ne. Je pa mogoče včasih v kakšni zadevi treba pustiti čas in mogoče se čez kakšno leto, dve, kakšno partnerstvo za razvoj tudi z opozicijo ponovno otopli oziroma postane realno. Poglejte, se v tem trenutku je treba priznati, da mogoče tudi to zlato fiskalno pravilo za to vlado, za ta mandat, kljub vsemu ni ključno. Dobro bi bilo, če bi bilo zapisano že 10 let nazaj, potem je treba priznati, da ne bi bili tukaj, kjer smo. Pomembno je za naslednje vlade, to se pravi, če poenostavljeno rečeva, da v času presežka nekaj prehranimo za tiste čase, ko zmanjkuje. In če ne sedaj, pa bo mogoče uspel kakšni vladi ali pa kakšnemu mandatu v prihodnje. No, vi ste tudi članica parlamentarnega odbora, ki se ukvarja z lokalno samoupravo. Vemo, da v času prejšnje vlade, prejšnje Janševe vlade je bilo veliko govora o regionalizaciji. Ta projekt je potem kasneje zamrl. Menite, da bi ga bilo potrebno ponovno obuditi in pravzaprav državo razdeliti na regije? Glejte, vsekakor bi bil dober za razvoj regij, ker dejstvo je, da imamo še, bom rekla, tudi v Sloveniji, če govorimo o Evropi dveh hitrosti, imamo v Sloveniji mogoče Slovenijo 5 hitrosti. To se pravi, ta ljubljanska regija je v razvoju, prekaša marsikatero, tudi Dolenjsko, da ne govorimo o kakšnem Prekmurju ali pa kje drugje. Zdaj dejstvo pa je, da smo seveda v Državljanski listi prvi tisti, ki smo zagovorniki vitke in enostavne države. In jaz osebno podpiram regije v primeru, da ne bi to podražilo financiranje tega. To se pravi, da bi jasno razmejili, katere pristojnosti in katere naloge grejo iz občin in iz državne ravni na regije, tudi prenos uslužbencev in da pač ta strošek ne bi bil večji oziroma dodatno obremenitev za to državo, ker so v tem trenutku tega ne bi mogli privoščiti. Sigurno bi bilo pa to dobro zaradi razdrobljenosti
Slovenije, vemo, da imamo preveč občin, da nekatere niso sposobne financirati vseh pristojnosti, nalogov oziroma svojega suporta, da ne morejo imeti tako ustreznega in strokovnega kadra za posamezno področje, kot ga imajo mestne občine. In tukaj vidim, pri teh nalogah vidim regije kot ustrezen suport in pa pomemben dejavnik nadaljnjega razvoja v slovenskem regionalnem prostoru. Poglejte, vaša stranka je pravzaprav še zelo mlada, pravzaprav ste bili ustanovljeni tik pred volitvami, dobili ste nekaj sedežev, ampak vseeno doživeli kar nekaj pretresov, tudi padec javnega mnenja med odločanjem o vstopu v koalicijo. Zdaj, pred leti vemo, kaj se je zgodilo v Novi Sloveniji, ko je bila nekako v senci SDS-a. Se bojite, da se bo to zgodilo tudi vam, da bo pravzaprav vas volilna baza na koncu kaznovala? Lejte, mi bomo težko v senci, ker dejansko smo mi v tej koaliciji najbolj levo, v bistvu tudi, po mojem mnenju, edina prava liberalna stranka. In lejte, tudi pri družinskem zakoniku, tudi zdaj v določenih vprašanjih imamo drugačno mnenje od koalicije. In vidite, da že s temi zakoni, ki smo jih zdaj bom rekla, prenesli pred zakonodajni postopek, nekako izstopamo, da smo, bom rekla, drugačni od strank, ki sestavljajo to koalicijo. Predvsem pa moram pa povedati, da je sodelovanje v koaliciji dobro, da smo zadovoljni, bom rekla, s sodelovanjem, da nas tudi SDS posluša oziroma nas more poslušati. Zato, ker dejansko za kater zakon, tudi če Levica hoče en zakon oziroma opozicija pripeljati v parlament, rabijo nas. Dejansko smo jeziček na tehnici in mislim, da bomo pomembno soustvarjali ta 4 leta tega mandata, da bomo slišani in jaz se ne bojim, da bi izpadali iz parlamenta. Hvala za ta pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala za povabilo in srečno. Vam, cenjeni gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Vidimo se spet po poletnem premoru. Lahko noč.